Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v veliko veselje se mi je danes srečati z vami, še posebej, ker ste s svojo prisotnostjo pokazali veliko zanimanja za teme, ki so predmet konference. Dovolite pa mi, da na začetku opravičim, predvideno je bilo, da vas na tem srečanju pozdravi tudi predsednik vlade, dr. Miro Cerar, pa žal zaradi drugih pomembnejših tematik, nalog, ki jih moramo v Sloveniji v tem času opraviti, ni uspel zagotoviti dovolj časa, da bi se udeležil te konference. Prav tako minister za gospodarstvo odhaja na druge delovne obveznosti in od politike vas pozdravljam samo sama. Ministrstvo za okolje in prostor je prav gotovo tisti organ, ki v velikem delu pokriva tematiko krožnega gospodarstva in je prav, da se vam pridružim vsaj sama. Je pa res, da smo z nekaterimi predavatelji in tudi našimi sodelavci včeraj imeli prijetno srečanje, smo kar nekaj tem odprli in ugotovili, da komunikacija, ko govorimo o skrbi za planet, o skrbi z viri, ne pozna meja in tudi mi včeraj nismo imeli meja. In vesela sem, da boste danes s temi strokovnjaki lahko odprli marsikatero temo tudi na srečanju. Verjamem, da nas bodo razprave in predstavitve odličnih modelov navdihnile in povezovale še dolgo in trajno. Verjetno se mnogi sprašujete, zakaj se prav Ministrstvo za okolje in prostor ukvarja z gospodarstvom. Odgovor je preprost. Ker sta okolje in gospodarstvo neločljivo povezana med seboj, kakor tudi z družbo, z ljudmi. Drug brez drugega ne moremo živeti in drug brez drugega nismo to, kar smo. Temeljna naloga Ministrstva za okolje in prostor je varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru sprejemanje in nadzor ukrepov varstva okolja, kakor tudi spremljanje stanja okolja in informacije o okolju. Zavezani smo tudi izvajati 7. okoljski akcijski program s pomenljivim naslovom Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta. Program ima vizijo evropske družbe do leta 2050. Nizkoogljična družba, zeleno, krožno gospodarstvo in odporni ekosistemi so temelj blaginje državljanov. Stanje okolja pa nas opozarja na velike izzive, povezane z netrajnostnimi sistemi proizvodnje in potrošnje, ter njihove dolgoročne, pogosto zapletene in med seboj povezane vplive na ekosisteme in zdravje ljudi. Poleg tega smo po zaslugi globalizacije povezani s svetom bolj kot kadarkoli prej skozi dvosmerni pretok ljudi, denarja, blaga in zamisli. To nam je prineslo veliko koristi, pa tudi skrbi povezanih z vplivi našega enosmernega po načelu kupi, uporabi, odvrzi delujočega gospodarstva na okolje. Z našo nevzdržno odvisnostjo od mnogih naravnih virov, z okoljskim odtisom, ki presega nosilno zmogljivost našega planeta. Doseganje vizije EU do leta 2050 je še daleč od samoumevnega. Gotovo pa je, da je linearni gospodarski model, kjer ekonomska rast sloni na povečanje rabi virov, dosegel svojo mejo in ne more več zagotavljati trajnostnega razvoja in dolgoročne blaginje tako velikemu številu prebivalcev, kot nas živi na planetu.
Zgolj z izvajanjem okoljskih politik ter izboljšanjem gospodarske in tehnološke učinkovitosti nam ne bo uspelo doseči, uresničiti vizije za leto 2050. Namesto tega bo treba za dobro življenje ob upoštevanju ekoloških omejitev tudi temeljito spremeniti sisteme proizvodnje in potrošnje, ki so glavni vzrok pritiskov na okolje in podnebnih sprememb. Tovrstni prehodi bodo že po svoji naravi sprožili korenite spremembe v vodilnih inštitucijah ter prevladujočih praksah, tehnologijah, politikah, življenjskem slogu in razmišljanju. V Sloveniji že obstajajo posamezne dobre prakse upravljanja z naravnimi viri, gozdovi, zavarovana območja, kmetijska območja in prakse nekaterih zelenih podjetij ter dejavnosti, ki jih nameravamo okrepiti. Naše ministrstvo je v tesnem sodelovanju z drugimi resorji in predstavniki družbe ter gospodarstva upravilo okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga je prejšnji teden potrdila vlada. Glavni cilj programa je, da se vzpostavi partnerstvo za zeleno gospodarstvo, ki povezuje najbolj odgovorne, najbolj odločne in najbolj pomembne za prehod skoraj vse v slovenski družbi. Med pripravo programa smo ugotovili, da v Sloveniji obstaja velik interes in konsenz o usmeritvi v zeleno gospodarstvo in da hkrati obstaja potreba po korenitih spremembah in aktivnostih v to smer s pametnim vodenjem. Seveda prehod ne bo enostaven, potrebno bo preskočiti ovire, okrepiti znanje in spremeniti nekatere ureditve. Pri iskanju pravih rešitev moramo najprej dobro razumeti problem, da bomo lahko izbrali vse prave odgovore, ki bodo koristili okolju, gospodarstvu in ljudem. Nekaj takih praks vam bo predstavljeno tudi v okviru današnjega srečanja. Želim vam uspešno delo in obilo dobrih novih zamisli.